Sem Anika in poslušate Radioaktivno. K Aniki Horvat se podajamo na obalo. Zdravo. Zdravo, lepo pozdravljeni. V pomladi si ponovno oživela. Res je, čeprav pri nas je že kar poletje. Moram reči, da letošnje leto je pomlad kar preskočilo. Je bilo iz mrzlega kar poletje. Tako da mi imamo že kar poletne temperature in moram povedati, da se sploh ne spomnim, kdaj bi se v življenju že kopala. Namreč v nedeljo sem se že kopala, tako zgodaj v maju se še nisem. Tako da mislim, da smo letos tudi preskočili pomlad, čeprav se nikoli ne ve, lahko da bo spet stisnil mraz. Tudi pri nas smo že popolnoma odvrgli oblačila. Pametno. Drugače pa Anika, če greva k glasbi, novi album pripravljaš? Pripravljam novi album. V bistvu album glih ni tako v prvem planu, kot so seveda nove skladbe, ki je pomembno, da jih izdajam, ko jih delam, ker to čutim, da moram deliti seveda s publiko. No in že iz prvega albuma je prejšnja, Če najdeva se kdaj, in zdaj nova skladba, delamo in imamo že tudi skladbe pripravljene za naprej. Tako da verjetno, glede na to, koliko skladb imamo, že napovedujem album lahko, in sicer v začetku leta 2023, ker smo kar pridni in se stvari kar dogajajo. In čas se bo hitro obrnil. Ojoj, to pa ne govori, prehitro, ne hitro. In ves čas boš govorila, vse bo še dobro. Mislim, da lahko bi bil to kar tudi moj slogan, ker jaz recimo včasih rečem, da sem v depri, ampak ta depra res pri meni kratko traje, seveda ne mine samo od sebe, v istem dnevu to hitro preženem, če ne z glasbo, športom, v bistvu s kakšno dobro prijateljico, z mojim dragim ali pa z otroci, tako da pri meni res depra traja morda par ur, treba je pa seveda znati to odpraviti. In mislim, da je glasba tudi zelo en lep način, s katerim si lahko pomagaš. Ravno to se mislil dejati, da je to optimistična skladba. Seveda. Moje so vse optimistične ali pa ljubezenske. Ja, sem imela tudi kakšno kdaj žalostno, ampak zelo redko. Jaz vedno pravim, na koncu moraš dati saj en občutek, eno pikico upanja, vedno vsako skladbo. Tak optimističen je tudi video? Tudi video je optimističen, video smo snemali kar v bistvu 3-krat, zaradi tega, ker pri tej pesmi se mi je prvič v življenju zgodilo, da nekako nismo najdli zgodbe in potem smo šli dejansko 3-krat posnet, in ker nisem hotela završiti nobenih posnetkov, sem iz 3 skombinirala potem pač ta videospot, katerega tudi sem sama pomagala montirati in pri zgodbi, in je dejansko nekako na koncu zgodba prišla tako ven, da so vsi glavni igralci izgubili nekaj tistega, kar jih veseli, in potem jim jaz to kot neka dobra vila, to sem se zdaj pohecala, to ni prikazano tako v spotu, ampak podarim nazaj to recimo fantom kitare, tej punci obleko, da lahko zopet pleše, in fantu kuška. Mislim, da na koncu koncev je zelo, zelo lepo prišlo ven, glede na to, koliko nismo imeli idej, smo se prepustili in je šlo. Včasih v življenju je lepo tudi z glasbo eksperimentirati, ne to vedno početi, ampak kdaj si pa lahko tudi dovoliš, pridejo fine stvari ven. Da pa bodo prihodnji tedni še bolj delovni, pa bosta poskrbeli skupaj s Tinkaro Kovač in na Melodijah morja in sonca šli do roba in čez. Glej, če ti mene zdaj tako vprašaš, bi ti povedala po resnici, ne, nisem mislila, da bom šla še kdaj na MMS. Ampak glede na to, da imam tako mlado dušo in da sem vedno pripravljen na nove izzive, in da dejansko, ko sem to pesem slišala, sem si jo predstavljala samo s Tinkaro in z nobenim drugim, in v sodelovanju z njo sem rekla, grem, ker hočem se imeti ful dobro en večer, in v bistvu na pesem stavim, ne glede na to, ali bo na MMS-u dosegla zmago ali kakršnokoli nagrado, vem, da bo dosegla srca ljudi. To sem prepričana. Torej ne bosta šli samo do roba, temveč tudi čez. V bistvu, ja, bova šle čez, ampak za več, da boste zvedeli, o čem to zares poje, do roba in še čez, da vedno poslušaš svoje srce, da greš vedno tam, kjer te vleče tvoja duša. V bistvu, da se v življenju naučiš poslušati sebe in tudi zanesti sam nase. To je pomembno. Bomo počakali do 9. julija, ko se bosta pojavili v auditoriju Portorož na Melodijah morja in sonca, midva pa sedaj aktualno tudi v eter. Zato, Anika, bo še vse dobro? Jaz vem, da bo vse še dobro. Dobro je v nas in v bistvu ni težko delati narobe stvari, težje je delati dobre stvari, ampak tako se tudi dobro lahko zažre vate, in seveda smo samo ljudje in imamo kdaj tudi zmote, ampak glej, misliti dobro in dobra dela delati in gre vse dobro naprej. Vse bo še dobro.
Praviš in samo objameš me močno, in to mi pomaga, kadar mislim, da mi je zelo hudo. Vse bo še dobro, praviš in se mi iskreno nasmejiš, in to mi pomaga, edini me lahko tako razveseliš. Prazna terasa, sonce bledi, vonj po pomladi se z vetrom lovi. Ti si zavetje, kamor se skrijem, zame si največ, kar sploh imam. Vse bo še dobro, praviš in se mi iskreno nasmejiš, in to mi pomaga, edini me lahko razveseliš. Vse bo še dobro, praviš in me dvigneš lahko kot pero, glasba je prav.